Živijo, prejšnjič sem vam povedala za domači espe, torej Facebook program, in smo imeli že prvo temo, in sicer zaljubljenost. Zdaj, druga tema je namenjena risanju genograma oziroma družinskega drevesa, kar je zelo bogat material za spoznavanje samega sebe, za spoznavanje partnerstva, za mogoče predvidevanje tega, kaj se bo z vami ali pa z vašim partnerstvom ali pa z vašo družino, mogoče z vašimi otroci, dogajalo. In potem imamo še tretjo temo, ki jo bom danes predstavila, in to je navezanost. Zdaj, o navezanosti se mislim, da že kar veliko govori, vsaj kdor mene spremlja, je verjetno že o navezanosti marsikaj slišal. Ampak vseeno je še enih par stvari, ki bi vam jih tako bistveno poudarila, zakaj je navezanost tako zelo pomembna v partnerstvu. Zdaj, vemo, da smo ljudje odnosna bitja in da se že kot otroci moramo na nekoga navezati, zaradi tega, ker nam to pomaga preživeti. Zakaj pa ta navezanost tako pomembna v odraslih odnosih, je pa tema, ki jo bomo dobro obdelali v našem programu Domači espe. Zdaj, kakšno navezanost ima neko partnerstvo, se oblikuje nekje v 2 letih. Se pravi, ko sta 2 leti skupaj, se da že nekje videti, a se sprejemata v tem, kar sta, se poslušata, a si naklonita neko pozornost, a sta pripravljena si priti nasproti, a zaupata partnerju takrat, ko imata stisko, ali rajši rešujeta to vsak zase. Nekje 5 let pa traja, to so res dolge dobe, da mi našo temeljno navezanost, ki se je oblikovala v otroštvu, spremenimo v varno navezanost. Se pravi, v tako navezanost, ki nam bo v življenju koristila. Zdaj, bistveno mogoče za odnos, zdaj, navezanost je toliko široka tema, da o tem lahko govorimo ure in ure. In je toliko bistvena pravzaprav ta navezanost, ker je povezana nekako z vsem, kar v življenju doživljamo. Ker če imamo mi neke trdne, varne temelje, bo tudi naše življenje zelo varno potekalo, ali pa lahko rečem tudi predvidljivo. Če imamo mi nevarno navezanost, je pravzaprav vse v življenju lahko na en način nevarno. Smo veliko bolj vpleteni v neke situacije, kjer so pretepi, kjer je stres, kjer je nek kaos, kjer so stvari zmedene, kjer ni nobenega reda, kjer moramo nekaj reševati. Skratka, veliko energije se splača vložiti v to, da popravimo to našo navezanost, in to se da popraviti samo preko odnosa. To ne moramo sami urediti, ker navezanost je odnosna komponenta. In zaradi tega rabimo odnos, če želimo to popraviti. In seveda, katera je najboljša priložnost, drugo kot pa partnerstvo. Zdaj, pač najboljša priložnost bi bila tudi v odnosu z našimi starši, ampak takrat na to kaj dosti ne moramo več vplivati. Zdaj, kot odrasle osebe, pa lahko vplivamo na način, da se v partnerstvu zavzamemo za to, da delamo na navezanosti. Zdaj, če bi povzela nekako te 4 navezanosti skozi naša partnerstva, bi rekla, da je prva tista varna navezanost, so tisti pari, ki so zadovoljni pari, ki so skupaj, se razumejo in odlično funkcionirajo. Seveda imajo tudi krize, se v krizah pokličejo, zanesejo na drugega in jih uspešno rešijo. Potem so zadovoljni pari, ki se izogibajo en drugega oziroma v stiskah se umaknejo, vsak zase rešijo in se potem spet vrnejo, o tem pogovorijo in grejo nekako naprej. Potem imamo nezadovoljne pare, tiste, ki se neprenehoma kregajo, ampak še kar vztrajajo skupaj. In pa seveda imamo nezadovoljne pare, ki pa se ločijo in tako pravzaprav iščejo to pripadnost, pa so hkrati kar naprej sami, Se že poročijo z nekom ali pa vstopijo v neko vezo in upajo, da bodo tja pripadali, pa se v roku parih let, spet pride do tega razhoda in se pravzaprav nikamor ne morejo zares navezati. Se pravi, tudi ko so v odnosu, se
zaradi teh slabih izkušenj že ne upajo več v polnosti prepustiti, ne morejo več v polnosti zaupati. In velikokrat je celo to vzrok, ne bom, mogoče zdajle sem majčkeno površinska, ampak vseeno je to vzrok, da se ljudje ne morejo prepustiti in da ne zmorejo speljati dejansko enega uspešnega partnerstva. In je to potem nekako začaran krog, a ne, da iz nekih porušenih odnosov v otroštvu pridemo v neke porušene odnose v odraslosti. In seveda si v tem času naberemo že toliko slabih izkušenj, da tudi v odraslosti ne moremo več znova zaupati in si pravzaprav samo ponavljamo ta vzorec uničenih odnosov, a ne. Zelo zanimivo pri navezanosti je to, da se pri navezanosti sprošča oksitocin. To je hormon sreče, ki se sprošča tudi pri dojenju, pri spolnosti. In tukaj vam lahko zaupam eno majhno skrivnost, in sicer v zaljubljenosti, a ne, se nam vse to obdobje zdi toliko lepo, nekaj najlepšega, potem pa v partnerstvu se nam pa zdi, da se pa kar nekako izgubi ta čarovnija. Ampak, če gledamo čisto našo telesno hormonsko sliko, je dolgotrajno, stabilno partnerstvo, kjer imamo neko oporo, kjer imamo neko varno navezanost, neko stabilnost, nam to partnerstvo prinese veliko več hormonov sreče in veliko več za naše telesno in duševno blagostanje, kot pa katerakoli zaljubljenost in kot katerikoli občutek tiste evforije, kratkotrajne ali pa trenutne. Se pravi, se res splača vlagati v dolgotrajno partnerstvo, v navezanost in v to, da sta s partnerjem pravzaprav najboljša prijatelja. Več o navezanosti pa boste izvedeli na programu, ki ga bo ponujal domači espe. Lepo bote in srečno!